Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne televizije v avgustu, ki nič kaj ne diši po poletju. Po krajšem premoru, med tem časom smo namreč morali opraviti nekatere servisne storitve na programski opremi, je pred vami ponovno informativna oddaja, ki je raznoliko obarvana. Z dogodki namreč. Kljub dopustom in počitnicam so v polnem zagonu dela pri obnovah in širitvah vrtcev na Bistriškem, pa tudi šole hitijo s pripravami za vstop v novo šolsko leto. Vabimo vas, da se nam pridružite pri svojih malih zaslonih in si ogledate nekaj pisanih avgustovskih utrinkov. Na Spodnji Polskavi organizirali že 16. kulturno, športno in zabavno prireditev. Vrtec Otona Župančiča s polno paro v nove naložbe. Doslej še neznani tatovi kot zastavo kradejo vse, kar jim pride pod roke. V rubriki Lokalne novice nekaj o pripravah vrtcev na novo šolsko leto ter drugih dogodkih. Na Spodnji Polskavi so že 16. zapored organizirali prireditev Spodnje Polskavsko poletje, ki je tudi letos, zahvaljujoč bogatemu programu in nekaj lepim vremenskim utrinkom, privabilo številne obiskovalce. Prireditev je bila obarvana športno, kulturno in zabavno, pozabili pa niso niti na najmlajše. Tako so sodelovali v športnih panogah, si ogledali gledališko predstavo, pekli palačinke in ustvarjali v delavnicah. Društvo upokojencev je organiziralo turnir v ruskem kegljanju. Pomerili so se tudi nogometaši in kolesarji. Na svoj račun so prišli tudi pohodniki, ljubitelji kulture pa so uživali v oratoriju in gledališki predstavi igralca Vlada Novaka. Tudi letos ni manjkala žegnanska maša. Obiskovalcev pa se je trlo tudi ob nastopu poskočnih muzikantov Stanjo Žagar, dalmatinske klape Šufit in ansamblu Pok. Tudi tokrat brez gasilcev ni šlo. Poleg veselice so bili krivci tudi za baklado, ki je ob sodelovanju Spodnje Polskavske gasilske godbe pričarala svojevrsten nočni dogodek.
Gasilci pa so se pomerili tudi v testu vzdržljivosti in prikazali reševanje ponesrečenca, pri čemer so štele sekunde, spretnost in znanje. Tudi letos so lahko organizatorji zadovoljni tako z izvedbo kot odzivom obiskovalcev, pa tudi vreme jih izjemoma ni pustilo na cedilu. V občini Slovenska Bistrica precej pozornosti namenjajo zagotavljanju dodatnih prostorov za programe vrtca. Tako med šolskimi počitnicami že izvajajo nekaj večjih naložb, za nekatere pa pripravljajo potrebno dokumentacijo. Rojstva otrok se v zadnjem letu še vseeno na našem območju povečujejo, čeprav v slovenskem povprečju nekako zaznavamo trend upadanja rojstev, ampak pri nas v naši občini se še to ne opaža. Zadnjih 6-7 let smo dejansko morali v občini zagotoviti okoli 24 dodatnih oddelkov, da smo pokrili večino potreb po otrocih, ki želijo v vrtec. Res tam v mestu Slovenska Bistrica tudi v letošnjem letu nam ni uspelo zagotoviti, da bi lahko vsi otroci prišli v vrtec, nekaj okrog 15 otrok je ostalo zunaj, ampak to bo že naslednje leto nekako rešeno. Drugače pa, kot sem menila, se trend sedaj nekako v naslednjih 2-3 letih pa čutimo, da bo potem se to vrnilo v te normalne okvire, ki smo jih bili pač navajeni pred 10-15 leti. Ravno zaradi tega zagotavljanju dodatnih prostorov največ pozornosti namenjate tukaj v mestu Slovenska Bistrica. Tako je v teku kar nekaj pomembnih naložb. Ja, takole ena tistih najpomembnejših je ravno ta, pred katero stojimo tukaj, ko snemamo. To je vrtec Ciciban. Letos smo v času šolskih počitnic pričeli z sanacijo oziroma energetsko obnovo. Energetsko obnovo smo lansko leto prijavljali na razpis ministrstva, dobili smo evropska sredstva v višini 136 000 evrov. Tako da bomo letos energetsko sanirali ta objekt. Energetska sanacija zajema obnovo fasade, dobili bomo izolativno fasado, bomo naredili, zamenjava oken, potem izolacija podstrešja. To je prva faza. Skupna vrednost je 206 000. Istočasno pa smo z lastnimi proračunskimi sredstvi tudi šli v adaptacijo kuhinje in v razširitev 4 igralnic. Skupna vrednost je 250 000, s tem, da 60 000 bo tukaj zagotovil vrtec za opremo. 70 000, kot sem rekla, je bilo pri energetski sanaciji s strani evropskih sredstev. Ta ostala sredstva so pa občinskega proračuna, ki smo jih letos zagotovili. To je torej ta najpomembnejša naložba, pripravljate pa še 2, bi lahko rekli, tudi nekoliko večji. Tako. Glede na povečan vpis v osnovno šolo Pohorskega odreda smo sedaj 3 leta gostovali z 2 oddelkoma v njihovih prostorih. Letos je res bila takšna prostorska stiska, da nismo mogli več zagotavljati prostorov za vrtec, zato bomo te 2 enoti preselili. Našli smo prostor v prostorih Marinškovega doma. Bistričani ga poznajo pod tem imenom, ker prej je tukaj pred leti že bil otroški dispanzer. Sedaj bomo pa imeli prostore vrtca. Ravno poteka tudi adaptacija teh prostorov, tako da bodo otroci pridobili ustrezne prostore. Za naslednjo leto oziroma za začetek investicije pa pripravljamo celotno dokumentacijo za izgradnjo novega 3-oddelčnega vrtca, to je v Ovski ulici, v neposredni bližini 2 oddelkov, ki sta si sedaj, sicer so tam najemniški prostori, zraven pa bo občina zgradila potem 3-oddelčni vrtec. Vrednost je ocenjena na okoli 1 milijon evrov. Sedaj smo v fazi izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Mislim, da v roku 14 dni bomo te projekte dobili, potem pa gremo v postopke nadaljnje, pridobili gradbeno dovoljenje. Začeli z pripravo projektov za izvedbo in potem razpis in za začetek dejansko izvedbe gradbeno-obrtniških del. To pomeni, nekako imamo v načrtu, da bi naslednjo leto v jeseni, z novim šolskim letom, otroci dobili pač tudi novo enoto tukaj v Slovenski Bistrici. Seveda pa niste pozabili tudi na podeželje. Tako, moram povedati, da dejansko smo letos glede na potrebe
povečanih vpisov otrok tudi na Zgornji Ložnici zagotovili dodatni oddelek. Našli smo prostor v osnovni šoli, istočasno pa tudi na Zgornji Ložnici delamo vse aktivnosti za pričetek izgradnje novega prizidka za dvooddelčni oddelek. Sedaj gradbeno dovoljenje smo pridobili, sedaj smo v fazi priprave projektne oziroma dokumentacije za razpis, javni razpis za izbiro izvajalca in pa še investicijsko dokumentacijo pripravljamo plus projektno dokumentacijo, to so projekti za izvedbo del. To je na Zgornji Ložnici. V osnovni šoli Šmartno na Pohorju bomo prav tako letos povečali prostore. V preteklosti so imeli v eni od učilnic. Glede na povečan vpis, letošnje leto se obeta nekje vpisanih bo 17 otrok, smo nekako zagotovili potem tudi v sami šoli dodatno učilnico, tako da bojo otroci sedaj imeli 2 učilnici, pridobili bojo svoje sanitarije, garderobo, pa tudi učilnica oziroma igralnica, ki bo sedaj postala kot vrtčevski del, bo tudi imela neposredni izhod na teraso, kar je tudi po nekih standardih od normativih tudi obvezno. Prav tako se je povečal vpis na Spodnji Polskavi, pred leti smo tudi že zgradili nov oddelek, ampak letošnje leto je ostalo zunaj nekaj otrok, tako da smo tudi v osnovni šoli zagotovili dodatni prostor. Ena od vodstva osnovne šole nam je prijazno odstopilo eno od učilnic, tako da bomo lahko tudi tam pokrili vse potrebe in da se bodo ti otroci tudi lahko potem normalno vpisali v svojem kraju v vrtec. Kakšne pa bi po vašem mnenju morali biti dolgoročne rešitve otroškega varstva v občini? Ja, dolgoročne rešitve so tako, kot sem rekla, mogoče smo še prej nekako izpustili tudi Zgornjo Polskavo, to moram še povedati. Na Zgornji Polskavi smo sedaj pred izbiro oziroma teče postopek izbira za izvajalca za gradbeno-obrtniška dela za obnovo oziroma rekonstrukcijo tega vrtca. Otroci bojo letos obiskovali vrtec na drugi lokaciji, našli smo prostore v bivši gostilni Kalan, ker adaptacija bo tako močna, da dejansko otroci v obstoječem vrtcu ne morejo obiskovati objekta, tako da bomo kompletno otroke preselili. Nekako računamo, da bi lahko začeli z samo izvedbo konec septembra, začetku oktobra in potem pred novim šolskim letom, naslednjo leto tudi potem objekt zaključili, tako da bojo otroci naslednjo šolsko leto v novih prostorih. Kaj se pa tiče zagotavljanja oziroma v prihodnosti, je pa sigurno prioriteta, ki se kaže prvo v mesto, ker dejansko tukaj so še vedno največje potrebe, da se zagotovijo. Potem še odprta zadeva tudi na osnovni šoli oziroma na področje Črešnjevca in pa področje Laporja. Policisti bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so obravnavali 13 kaznivih dejanj, od tega 8 tatvin in vlomov ter poškodovanja tuje stvari, 1 telesno poškodbo in 1 grožnjo. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko hišo ter odnesel ročno uro, zapestnico in ogrlico in tako lastnico oškodoval za 1500 evrov. Prav tako neznani tatič je v trgovini stranki iz torbice ukradel žensko denarnico z gotovino, dokumenti in bančno kartico. Škoda je za 250 evrov. Pragersko. Nekdo je na dvorišču podjetja iz 3 kombanjev iztočil približno 750 litrov goriva. Škoda je za 1000 evrov. Leskovec. Iz osebnega avtomobila Renault Clio je neznani storilec odnesel celotni mehanizem zračne blazine volana ter celotni sprednji del vozila, in sicer blatnike, pokrov motorja, masko, žaromete in del podvozja. Lastnico je nepridiprav oškodoval za 4000 evrov. Vrholje pri Slovenskih Konjicah. Iz večnamenskega objekta je neznani tatič odpeljal posodo, kozarce, hladilnik, bojler, radio, kovinski kuhinjski pult z mizo, plinsko jeklenko in aluminijasto lestev. Škoda je za 5000 evrov. Stopno.
Nekdo je iz gozda odpeljal približno 8 kubičnih metrov razklanih metrskih drv za kurjavo ter lastnika oškodoval za 400 evrov. Malotinje. Neznani storilec je vlomil v kurilnico novogradnje, vendar ni ničesar odnesel, kljub temu pa je zaradi vloma lastnika oškodoval za 100 evrov. S področja prometne varnosti so policisti zabeležili 18 prometnih nesreč, podali 7 predlogov na okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, izdali 36 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 6 vozniških dovoljenj in zasegli 1 vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 6-krat. Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel, v nadaljevanju pa vas vabimo, da si ogledate še ponovitev ene od arhivskih oddaj Veznega člena, v kateri sodelujeta Martin Modic in danes že pokojni Marko Cvahte. V našo družbo pa vas ponovno vabimo tudi naslednji teden. Pa srečno!